Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Mali kanarčki. Nekega lepega dne si je kanarček Klemen našel partnerko. Alenka je živela na hrastovem drevesu nedaleč od Pikine hiše. Klemen in njegova partnerka sta si naredila gnezdo na najlepši veji hrasta. Bibi in Pika pa sta od spodaj opazovala ptici, kako gradita gnezdo. Poglej, Alenka že več dni ni vstala, samo sedi v gnezdu. Je mogoče bolna? Je skrbelo Polžka. Kje pa, Bibi? Zagotovo bo valila jajca, imeli bodo mladičke, se je navduševala Pika. Jajca? Mladički? Je bil zmeden Polž. No, seveda, greje jih in iz jajce bodo kmalu zvalili mladički, je dejala Pika Polonica. Alenka je kmalu vstala in ko se je obrnila v gnezdu, je Bibi zagledal 3 mala bela jajca. Trije mladički bodo, je veselo stekel k Piki. Nekega jutra se je zaslišalo razburjeno čivkanje na hrastu. Hura, izlegli so se mladiči, je vzkliknila Pika in se od veselja objela z Bibijem. Ali jih lahko pogledava? Je vzburjeno Pika vprašala Klemena. Seveda, ampak bodita previdna, ker so še zelo majhni in nemočni, je rekel ponosni oče. Klemen je odnesel na hrbtu Bibija in Piko in jo izkrcal poleg gnezda. Kako so lepi, je veselo rekla Pika. Polž in Pika Polonica sta nežno pobožala mlade kanarčke. Mali ptički so hitro rasli, kmalu so se začeli učiti letenja. Alenka jih je pridno učila in vsak dan so bili bolj napredovali. Gremo po hrano, bodite previdni, je rekel Klemen. Da ne bi slučajno sami izleteli iz gnezda. Majhni ste še, zato lahko letite samo v najinem spremstvu, je dodala Alenka. Ampak najmlajši mladiček se ni držal dogovora. Daj no, ja že dobro letim, bom poskusil sam, je rekel in vzletel. Ne smeš, sta čivkala druga dva, vendar ga nista uspela zadržati. Ko sta se vrnila starša, sta 2 mladička nervozno postopala v gnezdu. Odletel je najin bratec, sta jokala oba. Joj, pa tako majhen je še, le kaj se je zgodilo z njim, je prestrašeno kričala Alenka. Kričanje sta zaslišala tudi Bibi in Pika. Takoj sta odhitela iskat potepinskega mladička. Iskali so ga povsod, iskali so ga v hribih, na planinah, ob jezeru, v gozdu, na travnikih, ampak nikjer ga niso našli. Počasi se je stemnilo. Kako naj ga iščemo v tej temi? Je vprašala Alenka in začela grenko jokati. V tistem hipu se je prižgala posebna luč na nebu. Cela gruča kresničk je prihitela kanarčkom na pomoč. Mi bomo svetili, zagotovo ga bomo našli, so dejali soglasno. Tam je, v grmovju, je zakričal nenadoma Bibi in vsi so stekli tja. Mali kanarček je utrujen in prezebel dremal sredi grmovja. Alenka ga je dvignila v svoje krilo in ga veselo objela. Pa smo te našli. Od zdaj naprej vedno bodi priden, je rekel Klemen. Alenka je odletela proti nebu, kresničke pa so svetleče se zaplesale okoli njih. Tako lepo je bilo videti, kot da bi vile plesale na nebu. Družina kanarčkov pa je kmalu legla k počitku. Alenka je pod svojimi krili grela mladičke. Lahko noč, ptički, je veselo šepetala Alenka. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta.
Pika, Polonica, Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je obral dež? Je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridite hitro, pomagajta, nekdo leži na travniku, je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica, živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov, je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v Skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popoldne so prišli Trod Baltazar, Metuljčica Rozi in hrošč rogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje vzglavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je. Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba. Hurra, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gozd vidimo, se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni, ravno danes bodo zvezdni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Slabe sanje. Nekega viharnega večera se je polž Bobby spravljal v posteljo. Umil si je zobe in smuknil pod odejo. Slišal je, kot da je nekdo potrkal na vrata. Morda je le veter, je pomislil in ni mu bilo mar. Vendar je čez nekaj minut znova slišal trkanje. Kaj je to? Nataknil si je copate in odprl vrata, vendar ni videl nikogar. Gotovo si le domišljam, je dejal in znova smuknil v posteljo. Ampak nekdo je spet potrkal.
Kdo je? Je Bobby prestrašen skočil iz postelje, odprl je vrata in pogledal naokrog. Čaru, pridi notri, tako majhen si, da te nisem niti opazil, kaj se je zgodilo? Slabo sem sanjal, lahko ostanem pri tebi, je rekel Čaru. Seveda lahko ostaneš tukaj. Bobby je iz papirnate škatle naredil majhno posteljico za Čarva. Izvoli, to bo tvoja postelja. In s čim se bom pokril? Pokrivalo, moja kapa bo ravno pravšnja. Takšna je kot prava spalna vreča. Dobro, Čaru, zdaj pa že zaspiva, zaspan sem. Bobby je že skoraj zaspal, ko se je oglasil Čaru. Bobby, lahko prižgeva svetilko, bojim se v temi. Saj ni tema, luna sveti, ni se ti treba bati ničesar, spiva, je zamrmral polž. Pa je tema, se je repenčil Čaru. Ni teme. Pa je tema. Dobro, razgrnil bom zavese, da boš videl luno. Svetijo tudi zvezde. Zaspiva končno, se je jezil Bobby. Polž je povlekel nase pokrivalo in takoj zaspal. Vendar ni mogel spati dolgo, ker ga je Čaru znova zbudil. Žejen sem. Pij, Čaru, mu je zabrusil Bobby. Ne dosežem, pomagaj mi, Bobby, prosi malo vode, je jamral Čaru. Hvala, je zašepetal Čaru. Dobro spi. Bobby bi dobro spal, če ga Čaru ne bi znova zbudil čez nekaj minut. Lačen sem. Ne, po noči ne jemo, zjutraj bomo, je zavpil Bobby. Toda jaz sem lačen, nisem večerjal zaradi viharja, se je pritoževal Čaru. Hvala, ne bom te več motil, je obljubil Čaru in je začel grizljati jabolko. Vendar obljube ni držal. Bobby, ne morem zaspati, bojim se, je znova zbudil polža. Česa se bojiš? Je boleče vprašal Bobby. Ne vem, kar tako se bojim. Bojim se, pripoveduj mi kaj, potem bom zaspal. Dobro, naj bo, pripovedoval ti bom, saj je že tako ali tako minila moja zaspanost. Bobby je začel pripovedovati Črvu. Povedal mu je, kako je veter odpihal papirnatega zmaja, kje so našli Gobin klobuk, kako je doktor Sova pozdravil Netje ušesa in kaj je Stonoga dobila za božič. Vendar Čaru ni slišal niti polovice. Pripoved ga je zazibala v globok spanec. Končno je lahko spal tudi Bobby. Do takrat, ko sta se zbudila, je bilo neurja konec in je sijalo sonce. Vidiš tisto sliko nad mojo posteljo, je začel Bobby. Ker sem tudi jaz imel slabe sanje. Takrat vedno mislim na to vilo, ona mi pomaga, da preženem slabe misli in tudi strašne sanje. Tudi tebi bom narisal sliko na tvojo posteljo, o nekom, ki ga ima zelo rad. Če si žalosten, jo le pogledaš in se takoj pomiriš, slabe sanje se razpršijo. Sonček, nariši sončka, njega imam zelo rad, vedno se smeji. Zelo lep je, hvala, je zadovoljno dejal Čaru. Nalepi si ga pri posteli. In Čaru je že veselo se odpravil proti domu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Dedek Mraz. Neko zimsko jutro se je pikapolonica Pika obrnila k polžu Bobbyju. Predstavljaj si, Bobby, danes pride dedek Mraz. Res? Je vprašal Bobby. Res je, v čeveljčke pridnih otrok položi darila. Postavi svoje čeveljčke ob okno. Zvečer je Bobby očistil svoje čeveljčke in jih postavil ob okno. Bil je zelo navdušen, ko se je odpravil v posteljo in zato ni mogel zaspati. Gledal je proti nebu, da bi videl, kdaj bo prišel dedek Mraz s svojimi sanmi in uprežnimi jeleni. Pika je naslednje jutro vstala zgodaj.
Nemudoma je stekla k oknu. Darila so bila že v njenih čeveljčkih, barvice za barvanje ter veliko rdeče jabolko. Bobby je prav tako stekel k oknu. Bil je zelo navdušen, zelo ga je zanimalo, kaj mu je prinesel dedek Mraz. A kako grozno! Mali čeveljčki so bili prazni. Bobby je bil tako obupan, da ni opazil velike rdeče vreče ob drugem oknu. Spet in spet je gledal svoje čeveljčke, jih obrnil in pretresel, a v njih ni bilo popolnoma nič. Bil je tako žalosten, da se je odločil za vedno oditi. Dedek Mraz mi ni prinesel ničesar, a bil sem tako priden mali polž, je jokal. Medtem pa se je Pika odpravila k Bobbyjevi hiški. Živjo! Poglej, kaj sem dobila od dedka Mraza. A ne glede na to, kako dolgo je trkala, Bobby ni odprl vrat. Pika je postala prestrašena. Kam je šel Bobby? Moram ga najti. Rokač Gašper, Trod Baltazar in Metuljčica Rozi so odšli z njo. Bobby! 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 Temnilo se je že, ko so štirje prijatelji našli Bobbyja. Sedel je pod borovcem in zelo močno jokal. Pika je stekla k njemu. Kaj je narobe, Bobby? Kaj se je zgodilo? Dedek Mraz mi ni ničesar prinesel, jaz pa sem bil tako priden majhen polž. Ne bodi smešen, prepričana sem, da si dobil darilo, je Pika potolažila majhnega polža. Mogoče je bilo tako veliko, da ga dedek Mraz ni mogel položiti v tvoje čeveljčke in ga je odložil kam drugam. Ne, ničesar nisem dobil, je jezno vzkliknil Bobby. Mislim, da dedka Mraza sploh ni. Prav v tistem hipu so se na nebu pojavile sani. Vlekla sta jih dva jelena. Je dedek Mraz pomahal otrokom. Upam, da so vam bila darila všeč. Obiščem vas spet prihodnje leto. Bobby je od presenečenja pozabil zapreti usta. Pojdimo k Bobbyju poiskat darilo. Majhen polž je bil že boljše volje. Takoj, ko so vstopili v Bobbyjevo hiško, so našli veliko rdečo vrečo. Poglej, tam je darilo ob drugem oknu. Tam je, čudovito je. Bobby je odprl svoje darilo. Bili so barvni zvončki na veter. Ko jih je Bobby stresel, so se majhni zvončki dotaknili drug drugega in zaslišalo se je nežno zvončkljanje. To je čudovito. Gašper je obesil zvončke pred vhod in vsi so zaželeli Bobbyju lahko noč. Bobby je šel v posteljo zadovoljen. Ob zvoku zvončkov je hitro zaspal. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Sončnice. Bobby in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke in junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. Hura! Sta polž in Pika Polonica pozdravila cvetove. Bobby je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem, drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj? Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobby. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso prala rane
Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobby. Ponoči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pikapolonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila izza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, nato Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobby. Polž se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalu zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem, nisem pazil na rože, je jokal Bobby, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobby je zaspal, spal je medtem, ko je hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo s sončnicami. Pogovorite se s hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobby šepetal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hroščev, hrošči pa hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačen, se je opravičil hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobby. Nimam hiše, je žalostno odgovoril hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobby semena, Rozi rozine, Baltazar regratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož, sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobbyju, Piki in njunim prijateljem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Zvezdna hiša. Nekega poletnega večera sta Bobby in Pika kartala v pikčasti hiši, ko sta zagledala velik sijaj čez hrib. Kaj je bilo to? Je vprašal Bobby. Kot da sem videl padajočo zvezdo. Padajoča zvezda ni mogoče, poglejva bliže, je predlagala Pika. Bobby in Pika sta se z roko v roki odpravila proti svetlobi. Poglej, Bobby, tam! Polžu so ostala odprta usta od začudenja. Na vrhu hriba je stala hišica v obliki zvezde. Kako je prišla sem ta hiša? Do zdaj ni bila tukaj, je šepnil Bobby. Ostani tukaj, jaz pa grem hitro povedati drugim, je šepnila Pika in že odletela poklicat Baltazarja, Rozi in Gašperja. Ko so bili vsi skupaj, so počasi upali stopiti bliže skrivnostni hišici. Gašper je potrkal. Sramežljivo lepo dekle je pogledalo izza vrat. V laseh, ki so ji segali do tav, so se bleščale zvezde, zlata krila so se ji bleščala v temi. Bobby jo je ogovoril. Kako si prišla sem? Kdo si? Vendar dekle ni odgovorilo. Poskusil je tudi Gašper. Naj ti pomagamo? Vendar tudi zdaj ni bilo odgovora. Dekle je le stalo in se ni oglasilo.
Dobro, če ne poveš ničesar, potem ne povej, se je kujal Gašper. Pridite, pojdimo domov. Počakajte, se je oglasila Pika. Mogoče ne zna govoriti. Ne zna govoriti? So se čudili drugi. Pika je pobrala palico, narisala zvezdo na zemljo in palico smeje pomolila dekletu. Deklica je boječe segla po palici, vendar se je lotila risanja. Harfa? Majhna harfa? Je vprašala Pika in dekle je pokimalo. Si jo izgubila? Je vprašala Rozi in dekle je pokazalo na okno. Je padla skozi okno, se je oglasil Bobby in dekle je znova prikimalo. Ne razumem, je zamrmral Baltazar. Jaz razumem, se je delala pametno Pika. Živi skoraj na nebu, vendar je njena harfa padla skozi okno, zato je prišla dol, da jo poišče. Potem ji pomagajmo, je rekel Baltazar. Ne boj se, poiskali jo bomo, so dejali vsi in se odpravili v gozd iskat inštrument. Nikjer je ni, je žalostno dejal Bobby. Pogledal sem vsak grm. Tudi jaz je ne najdem, čeprav smo pogledali vse povsod, se je jezil tudi Baltazar. Pogledala bom tudi skoraj na višini, je dejala Rozi, razprla krila in odletela gor. Tu je, našla sem jo, je po dolgem času zavpila metuljčica. Iz gnezda kanarčkov je dvignila majhno zlato harfo. Previdno jo je vrnila zvezdnemu dekletu. Dekle je odšlo v hišo in zaklenilo vrata. Iz las je vzela drobno svetlečo zvezdo in jo dala Rozi. Meni jo daš? Je presenečeno vprašala metuljčica in zvezdno dekle je pokimalo. Stopila je k oknu in podrgnila harfo. Ob mehki glasbi se je zvezdna hiša počasi začela dvigati. Odletela bo na nebo, se je čudil Bobby. Na koncu je bila že tako majhna, da niso niti vedeli, katera je med velikimi zvezdami. Škoda, da je odšla, je vzdihnil Gašper. Rozi je zelo pazila na zvezdo. Shranila jo je v okrasno škatlo in si jo vpela v lase le ob posebnih dneh. Takrat se je vedno spomnila zvezdne deklice, ki igra na harfo nekje na nebu v svoji zvezdni hišici. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čarovnice. Neki poletni dan so se Bobby, Pika in njuni prijatelji pogovarjali o čarovnicah. Ali mislite, da čarovnice res obstajajo? Je vprašal Trod Baltazar. In po noči letijo na metlah? No, res ne vem, je zamomljal Bobby. Nedolgo zatem sta se Bobby in Pika odpravila domov. Zakaj se zvečer ne vrneva? Mogoče bova videla čarovnice, je predlagala Pika Polonica. V košarico sta položila hrano in pijačo ter se odpravila nazaj na travnik. Dolgo časa sta zrla v nebo, a se ni nič zgodilo. Pridi, Pika, vrniva se domov, zdi se mi, da čarovnic ni. Pika je zavlačevala. Bobby, izza tistega drevesa je prišel čuden zvok. Bobby, listje se premika. Tako sta bila prestrašena, da sta se oprijela drug drugega. Nenadoma se je izza drevesa pojavila čarovnica. Bobby in Pika sta prestrašeno vzkliknila, nato pa se je pojavila še ena. Teci, Bobby, teci in se skri! Zbežala sta tako hitro, kot sta le mogla. Hitro sta se skrila za grmovje. Pika, škoda, da najinih prijateljev ni tukaj z nama. V tistem hipu sta čarovnici pristali, si slekli črni ogrinjali ter klobuka ter se z nasmeškom obrnili. Vajni prijatelji so tukaj, to sva midva, Rozi in Baltazar, sta vzkliknila. Pika je postala besna. Ali je res?
vidva sta bila čarovnici. Zelo zlobno je bilo, da sta naju tako prestrašila. Samo prelisičiti sva vaju hotela, je razložil Baltazar. Bobby je bil prav tako jezen. To je bila slaba šala, še žal vama bo, da sta to storila. Prijatelja sta se odpravila domov zelo jezna. Nekako jima morava povrniti Bobby. Kaj pa, če bi ju prav tako prestrašila? To je to, je Pika vzkliknila. Vem kako. Rozi in Baltazar sta sama ostala na travniku. Kaj naj storiva? Bila sta zmedena. Mogoče to ni bila tako dobra zamisel. Takrat sta Bobby in Pika pritekla do njene hiške in si nadela obleko hudička. Črno obleko, črn klobuk, nadela sta si celo rogove na glavo. Pohiti, Pika, je bil neučakan Bobby. Vidim jo prihajati. Hitro sta skočila za grmovje ter čakala, da se jima Rozi in Baltazar približata. Nato pa sta skočila izza grmovja ter na smrt prestrašila svoja prijatelja. Na pomoč, hudiča, sta zavpila Metuljčica in Trod. Ali vidite, kako hudo je, če te nekdo prestraši? Mali polž je besno snel svoj klobuk. Kaj? Ali si to ti, Bobby? Je osuplo vprašal Baltazar. To je bilo res zlobno. Zlobno? Vajina zvijača s čarovnicami je bila precej bolj strašljiva, je zavpil Bobby. Ni res, trik s hudičem je bil bolj strašljiv. Dovolj, je Pika oštela fanta. Nehajta se prerekati, bodimo spet prijatelji. Obljubiva, da se ne bova nikoli več tako obnašala, vidva pa morata obljubiti, da naju ne bosta nikoli več prestrašila. Prav imaš, so prikimali njeni prijatelji. Ali želita poskusiti hudičeve klobuke? Je vprašala Pika. Seveda, vidva pa lahko poskusita čarovniške klobuke in še več. Usedeta se lahko na najini metli. Wow, je vzkliknil Bobby. Letimo prav tako kot čarovnice? Da, je dodal Baltazar, kot prave čarovnice. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Pustna zabava. Nekega lepega sončnega popoldneva so mali prijatelji posedali v Pikini hiši. Čas je, da se pripravimo na pustno zabavo, je rekla Metuljčica Rozi. Kaj boš ti? Je vprašal Bibi. To je skrivnost, je odgovorila Rozi. Vsakdo mora na skrivaj narediti svoj kostum, da naredi presenečenje. Seveda, hitro domov, začnimo z delom, samo še 3 dni je do zabave, je rekel Baltazar. Bibi se je kmalu odločil, da bo goba. Iz bele rjuhe je sešil plašč, gobin klobuk pa je naredil iz rdeče sklede. Nanjo je narisal veliko belih pik. Pika je delala kostum cveta. Iz zelenega papirja je izrezala liste in te je zašila na zeleno odejo. To je bil plašč. Trod Baltazar in čebelica Dora sta se pripravljala skupaj. Baltazar se je oblekel v hudiča, Dora pa v angelčka. Mehurček, majski hrošček, se je udobno namestil v svoj gugalnik in začel delati levjo grivo iz rjave preje. Zadnji večer je v vseh hiškah dolgo gorela luč. Vsakdo je delal svoj kostum in se pripravljal na jutrišnjo zabavo. Končno je prišel veliki dan. Gozdni stanovalci so določili, da bo zabava v hiši Hrošča Rogača. Zato so začeli krasiti Gašperjevo hiško s pisanimi papirji, balončki in trakom. Medtem so se pri vrtni hroščici Lili za popoldansko zabavo pripravljale vse boljše in boljše sladice. Pika, Skokica in koleratski hrošč Edi so tudi pomagali Lili. Končno je prišlo popoldne in vsakdo je lahko oblekel svoj kostum. Domačin Gašper se je oblekel v igralno kocko. Vznemirjen je čakal goste. Najprej sta prišla Pika in Bibi v kostumu gobe in cveta.
Kmalu je prišel tudi hudič Baltazar, angelček Dora in prispela je tudi Rozi v kostumu raka. Kot kaktus je prišla kobilica Skokica, mehurček kot lev, Edi oblečen kot kuhar, Lili v grozdjem kostumu. Na njeni obleki je viselo veliko vijoličastih balonov. Kresnička se je oblekla v svinčnik, Bolha v meduzo, Polž Žiga v vojaka, Mala mravljica pa kot palačinka. In takrat je objokano priletela kačja pastirka Zefira. Izginila je moja prelepa princeskina obleka, lepo sem jo oprala, obesila na drevo, pa jo je odnesel veter. Zefira je grenko jokala, drugi so jo skušali tolažiti. Dal ti bom svojo vojaško kapo, meni je dovolj meč, je predlagal Polž Žiga. Ne, to je za fante, jaz sem imela krasno princeskino obleko, pa jo je veter odnesel. Že vem, naredili ti bomo nov kostum, je rekla Skokica, kostum sončka. To pa je bilo Zefiri že bolj všeč. Rumena zavesa bo ravno pravšnja za obleko, je vzkliknila Pika. Sončne žarke pa bomo naredili iz tega rumenega papirja, je rekel Gašper in vzel na traku viseče papirnate okraske. In vsi so lepili, rezali, šivali, ustvarjali in kmalu dokončali lep kostum sončka. Jaz ti bom pa za večer dala mojo malo lučko. Svinčnik tako ne rabi lučke, je nasmejano rekla Kresnička. Hvala lepa, je rekla Zefira in bila tako srečna, da je zardevala od sreče. Mali prebivalci gozda so peli, plesali in vsi so menili, da ima najbolj zanimiv kostum prav Zefira. Saj sonček, ki tudi po noči sije, je zares poseben. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Lutkovna predstava. Nekega poletnega jutra je polž Bobby vznemirjeno potrkal na Pikina vrata. Danes bo lutkovna predstava, pohitiva, pokličiva tudi Rozi in Bajsija. Bobby in Pika sta najprej potrkala pri metuljčici. Rozi, budnica, pridi hitro, danes bodo nastopali komarji. Predstavili bodo Sneguljčico. Ustavili so se tudi pred hišo koloradskega hrošča. Bajsi, halo, pridi, gremo na travnik, na lutkovno predstavo. Vendar Bajsi ni odprl vrat. Bajsi, zamudili bomo, pohiti, se je vznemirjal Bobby, vendar odgovora ni bilo. Rozi je bojazljivo pritisnila kljuko in pokukala v hišo. Koloradski hrošč je še ležal v postelji. Bajsi, pohiti, hitro se oblici, moramo na pot. Jaz ne grem, trebuhu imam polno pik, po noči me je nekaj čisto popikalo, zelo me srbi, se je cmeril Bajsi. Pokaži, naj pogledam ti pike, se je oglasila Pika. To niso piki, to so norice, je ugotovila Pikapolonica. Ni se treba prestrašiti, tudi jaz sem jih že imela, 1000 pik sem imela. Grem po doktorja Sovo, je rekla Pika. On ti bo povedal, kaj moraš narediti. Kmalu je prišel doktor Sova. Temeljito je pregledal Bajsija. Res so norice. Norice so nalezljive. Ne moreš iti na lutkovno predstavo, Bajsi. Nalezljive? Jih bodo dobili tudi Bobby, Pika in Rozi? Ne, norice vsakdo dobile enkrat. Oni so jih preboleli že lani. Najpomembnejše je, da pik ne smeš praskati. Gotovo bo lutkovna predstava še kdaj drugič, ga je tolažil Bobby. Ne jezi se, kmalu boš ozdravel, se je smehljala Pika. Prijateljčki so se poslovili od Bajsija in se odpravili na lutkovno predstavo. Na travniku je že stal paravan. Lutkovno druščino je sestavljalo 5 komarjev. Kmalu se je razprla zavesa in program se je začel.
tišini in pozorno so si ogledali predstavo, na koncu pa so z velikim aplavzom pozdravili lutkarje. Komarji so dovolili, da so prebivalci gozda vzeli v roke lutke in si jih ogledali. Škoda, da Pajsi ni mogel priti z nami, je žalostno dejala Pika, medtem ko so hodili domov. Gotovo bi mu bilo zelo všeč. In kako bi bilo, če bi mu predstavo zaigrali mi? Se je nenadoma oglasila Pika. To je zelo dober predlog, Pika, je dejala Rozi. 3 prijatelji so se lotili dela v pikčasti hišici. Rozi je narisala palčke, Pika Sneguljčico in kraljeviča, Bobi pa mačeho. Risbe so izrezali in nalepili na palice za krvavice. Ko so končali, so se prikradli pod Bajsijevo okno in potrkali. Koloradski hrošč je rado vedno odprl okno. Začenja se program, je veselo zavpil Bobi in so že začeli zgodbo. Hvala, je dejal. Zelo dobri prijatelji ste. Čez 10 dni je znova prišel doktor Sova. Do takrat pa so že izginile vse Bajsijeve pike. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Božič. Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in pikapolonica Pika v gozd, da bi nabrala nekaj borovih vejic. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hurra, imela bova pravo božično smrekico, je vzkliknil Bobi ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobi, položiva jo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobija. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobi pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalu je bila spet zdrava. Pika jo je povabila, naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič? Je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila? Kaj? Je Bobi radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobi in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala zamisel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobi in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobi svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobi, je odgovorila pikapolonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika ter dala Bobiju svoje darilo. Iskrice. Kako čudovito. Dajva jih na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice.
Blesketajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je seboj prinesla okraske. Tudi Stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. Seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobiju in Piki. Draga Stonoga, to je najino darilo tebi, je rekel Bobi. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zebla v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika. Dolgo v noč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobi in Pika sta se vrtela naokoli s Trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je Stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto.